Lep pozdrav še enkrat na današnjem drugem druženju. In mogoče za začetek samo par besed o tem, kaj počnem, zakaj smo tukaj in o samem kontekstu teh pogovorov oziroma pogovornih druženj. Moje ime je Doroteja Pospihaj, sem po izobrazbi psihoterapevtka in svojo dejavnost opravljam v privatni praksi. Sem pa tudi začela doktorski študij na Filozofskem inštitutu na podiplomski šoli Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti ZRC SAZU pod mentorstvom profesorice Alenke Zupančič in profesorja Petra Klepca. Trenutno sem pač na samem začetku te poti, kar pomeni predvsem, da raziskujem različne tematike, se udeležujem predavanj in pa vsekakor mnogo katerih debat s kolegi iz različnih disciplin. Obenem pa ta proces podrazumeva tudi pogovore z širšo javnostjo, vsaj jaz si to tako predstavljam in nekako smo tukaj zbrani, da se malo pogovarjamo o aktualnih temah, katere bom raziskovala, ampak so tudi vsekakor pomembne za širšo javnost, si predstavljam. Torej, v sklop raziskovanja spadajo tile pogovori, ki so pa organizirani s strani RAMAU, saj nam je kot nevladna organizacija pomemben ta družbeno-kritičen diskurs in omogočanje prostora za kritično druženje, razmišljanje in razvoj neke kritične misli. Jaz osebno tudi verjamem, da se doktorska naloga kot taka ne piše v izolaciji, torej se mi zdi predvsem, da bi morala biti vezana na neko družbeno realnost, ki jo živimo, biti vpeta v samo družbeno tkivo, ki je konstantno živo oziroma se gradi in pa tudi dezintegrira. Dizertacija in ta naša druženja so namenjena boljšemu povezovanju različnih izkušenj, s katerimi se srečujemo v vsakdanjem življenju. Torej, kako si razlagamo neke fenomene, ki nas vsak dan zadevajo. In mogoče še sam forum tega pogovora je interaktiven, torej se predpostavlja neko aktivno participacijo, in če seveda karkoli nerazumljivega ali pa da karkoli potrebno dodatno pojasniti, pol pa seveda me lahko absolutno prekinete, torej ne bomo to dojemali kot neko motnjo. Tudi kakšni impulzi, vprašanja, premisleki so dobrodošli in bi pač bilo fajn, da jih podelite. Torej, to ne bo potekalo v nekem stilu ex cathedra, ne bom v vlogi neke profesorice, ker to tudi nisem. Podala bom nek teoretski okvir ali pa se mogoče bolj konkretno podala v eno temo in ti teoretski zastavki nam bojo pač potem tudi pomagali razviti, kontekstualizirati neke določene pojave, tako družbene kot pa tudi osebne. Ti pogovori bodo potekali vsako drugo soboto v mesecu, tako da ste lepo vabljeni na pogovore v prihodnosti. In mogoče bi se zdaj na tej točki začela z današnjo temo. Govora bo o krutosti, bolj specifično o krutosti vojne. In mogoče nekako razviti to temo tudi dalje, krutost nasploh, kako sploh si lahko krutost razlagamo, kako si jo lahko zamišljamo v različnih kontekstih. Torej, danes se bom nanašala in zanašala predvsem na predavanje dr. Petra Klepca iz ZRC SAZU, ki je veliko pisal
tudi o krutosti in o vojni v zadnjem času, pa tudi o covidu in različnih manifestacijah teh različnih pojavov. Ne. Okay, torej, papež Frančišek je izjavil, da je vojna v Ukrajini kruta. Zdaj, tukaj se pojavi vprašanje, ne, kaj ta krutost sploh je, kako si razlagamo krutost. Če se spomnimo, ali pa če smo brali Badioujevo 20. stoletje, on govori o vojni, ki bo končala vse vojne, torej neko končno vojno, ki bo prinesla potem trajen mir. In mogoče se nam zdi na prvi pogled, da zdaj živimo v nekem tem miru, ne, sploh po drugi svetovni vojni, po vseh teh konvencijah. Ja, in mogoče bi na tej točki tudi razmišljali o tem, kakšen je ta mir, kako doživljamo ta mir, ki je nastopil po tej veliki torej svetovni vojni. Seveda, potem se je zgodila pa vojna v Ukrajini, ne, pred kratkim. In eno vprašanje je, kako razumemo pa sedaj vojno, ali se mogoče ta pogled na vojno kot tako spremenil. In v postpandemskem času, ne, recimo zdaj je bila pandemija in potem, ker ta vojna, nekako sta si zelo tesno sedile, na nek način se tudi pandemija ni dokončno končala, ko je že nastopila vojna, ne. In družba kot taka se nam zdi, je že bila do neke kar presežne mere polarizirana, ne. Zdaj pa spet, ne, imamo neke strani, proruska, proameriška, proukrajinska in tako dalje, ne. Torej, kako bi danes izmerili ta pulz sodobne ideološke krajine v tej trenutni vojni, ki se dogaja v Ukrajini. In se mi zdi nekako, da prehajamo iz ene krize v drugo, sicer so med seboj seveda zelo različne krize, ampak dejstvo ostaja, da nismo dobro sprocesirali prve in že smo v drugi, ne. In mogoče nekaj malo o sami krutosti, ne, kako definiramo krutost in kakšno mesto ima v naši današnji družbi, ne. Torej, nekako jo definiramo kot inherentno zlo, kot nekaj zelo kot nek zločin. Civilizacija in kultura, ki jo ustvarjamo, pa naj bi se zoperstavila tej neki tendenci krutosti, ne. Torej, seveda pol se zadeve malo bolj zapletejo, takoj ko začneš to gledati pod nekim bolj drobno, ne. Torej, Deklaracija človeških pravic Organizacije Združenih narodov je krutost opredelila kot kaznivo dejanje, ne. Torej, to je nekaj, kar je kaznivo in je preganjano. Kot je na primer mučenje, vse vrste mučenja. In ta tendenca preganjanja krutosti v vseh sferah se sedaj tudi širi na recimo živali ali pa na vsa živa bitja, kar seveda absolutno se mi zdi, da moramo podpirati, po drugi strani pa to ima tudi svojo neko hrbtno plat, bomo rekli, ne. V psihoanalizi vedno gledamo stvari z obeh strani, torej vsaka stvar ima svojo hrbtno stran, tako rekoč, ne. Torej, vprašanje, ki se zastavlja, je nekako, ali se ta krutost kot taka sploh da izgnati, ali se je da izgnati dokončno, ali je krutost nekaj človeško inherentnega mogoče na tej točki, ne. In pol nastane kup enih problemov, kot je recimo krutost, ki jo pripišemo osebi. Če oseba kruta, ne, potem lahko lociramo to odgovornost v tej osebi ali pa v neki skupini oseb, ampak potem pa, a ne,
se zadeva razširi recimo na sisteme, ne? Kaj pa, če je sistem, recimo politični, ekonomski, vojaški in tako dalje, ki povzroča neko krutost, takšno ali drugačno, ne? Torej nasilna dejanja, ki jih izvaja sam sistem. In obstajajo krutosti, ki recimo tudi niso direktno nasilne, so mogoče indirektno nasilne, kot ignoranca, recimo ti vidiš nekoga, da povzroči nek vojaški kriminal ali pa si na nek način fizično prisoten v nekem krutem dejanju. In v tej situaciji kaj narediš? A to nekako poskušaš preprečiti ali pa samo si nek pasiven opazovalec, in v tem primeru tudi bi lahko rekli sokriv, komplicita, ne? Ker si imel neko možnost, da to preprečiš, ampak recimo zamižiš malo pa rečeš, dobro, saj ni bilo tako hudo ali pa kakorkoli, a ne. Torej, krutost, kruor, ki izhaja iz latinščine, nekaj krvavega, surovega, brutalnega, je pa lahko tudi nekaj zelo sofisticiranega. Ni nujno, da je vedno kri prisotna, recimo tako pri konceptu krutosti, a ne. Lahko je zelo kulturna, lahko je z pravili, krutost z pravili, recimo šport. Bi lahko rekli, da je nekaj dokaj krutega. Vsi ti športni spektakli, a ne, ki jih doživljamo v naši družbi spektakla, a ne, torej se je ta krutost mogoče sofisticirala, so se tudi pojavila določena pravila, ne, kako krutost mogoče nekako zamejiti, kje so neke meje te krutosti, ki je pa bolj kulturna. Ampak v športnih igrah, a ne, vedno je en zmagovalec in drugi so pač zgubijo, a ne, torej se delimo na zmagovalce in poražence. Tu je tudi, lahko bi rekli, nekaj krutega v tem, a ne. Pol, da se tudi dotaknemo te klasičnega mogoče dojemanja krutosti, ki je torture, a ne, torej mučenje, razno mučenje, kjer deklaracija pravi, a ne, da tega mučenja ne bi smelo biti, a ne. So pa te določene izmuzljive ali pa sive ali pa skrivnostne skrivnostni prostori, a ne, ki recimo obstajajo še vedno, ne, torej dejstvo je, da večina držav na svetu še vedno izvaja mučenje, a ne, in to je po 11. septembru bilo zelo jasno odprto in ni bilo več nobenih zadržkov, da bi tudi ti eksperimenti, a ne, ki so potekali, bili na kakršenkoli način zakriti. Torej, si lahko predstavljamo mogoče mučenje na nek način kot ta neka izmaličena telesa, vsi so pač modri in krvavi, a ne. Vendar mučenje lahko tudi ne tako zelo krvavo in očitno, a ne, torej recimo, da mučenje ima več stopenj te intenzitete in lahko je kot metoda ali sredstvo stranski produkt nekega določenega dogajanja, ne. Lahko tudi zelo delikatno. In mučenje kot tako mora zagotoviti neke meje in loviti to tanko ločnico med življenjem in smrtjo, a ne, da bi bilo učinkovito, ker mučenje samo po sebi ni namen, smrt ni namen tega, a ne. Ja, torej giba se med Verfleischung in Vernichtung, torej med nekim zreduciranjem človeka na neko meso in pa izničenjem, a ne. Torej, obstajajo pa še neka druga
nova kategorija, ki se ji reče belo mučenje, torej white torture, tisto, ki ne pušča nekih vizualnih sledi na telesu. Torej, tle bi lahko govorili recimo sleep deprivation ali pa da ujetniku ne ugasneš luči v celici ali ga časovno, prostorsko izoliraš, recimo, spolno nasilje in tako dalje, psihološko mučenje, tega je dosti. In Donatello De Cesare, ki je malo analiziral te različne aspekte in pa manifestacije mučenja, pravi, da se definicije menjajo, se sofisticirajo, se prilagajajo in tako dalje. In recimo primer, kar se je dogajalo v Abu Ghraib, recimo Žižek tukaj opozarja prav na to, da glavne te nevarnosti so v teh neznanih, znanih stvareh, torej tisto, kar ne vemo, da vemo, ne vemo nekih detajlov, ampak po drugi strani pa vemo nekaj, da se to dogaja, te obscene prakse. In na nek način se pretvarjamo, da ne vemo, ampak po drugi strani pa to tvori neke skupne vrednote, tudi tisto, kar ne vemo, da vemo. Tako. Torej, recimo ameriško vojaško poveljstvo stvari seveda ne ukaže direktno, ja, morate mučiti tako in tako. Prepusti malo proste roke in ve, da se bo to dogajalo, ampak kao, da ne vejo, ni nekako na papirju, je predano seveda zasebno, oziroma tudi implicitno. Torej, udeleženec, ki izvaja ali pa je prisoten, je tudi potem pač del te kolektivne umazane skrivnosti. Ok, torej tudi ta načela, deklaracija človeških pravic, vsa ta pravila, procesi imajo tudi svojo hrbtno plat. In kljub temu, da širimo polje, kjer se pač ti krvavi incidenti ne dogajajo, obstaja pa neprepoznana praksa, torej ta hrbtna stran teh procesov. Torej, recimo, ne vem, en primer je, da povečamo recimo obrestne mere in cela država doživi šok pač zaradi ta 2-3%. Torej, nekaj indirektnega pač tudi lahko pusti usodne posledice. Torej, papež Frančišek je rekel, in potem so se mu tudi pridružili Macron, Scholz in Draghi, ponavljali, da seveda vojna v Ukrajini je kruta in da se mora pač čim prej končati, ker je nekaj nezamisljivega za našo trenutno civilizacijo in sploh pač verjetno zahodni svet. Ampak tudi Rusi nikoli ne bojo rekli, da so pa oni kruti, ki so nekako zakorakali na ukrajinsko območje. Torej, ni samo specifično mnenje neke zahodne kulture, da je vojna kruta, ampak se bojo vsi nekako strinjali, da ja, vojna je kruta in nihče ne bi bil na tej poziciji, ki izvaja neko kruto dejanje. Torej, takrat, ko se je smrtno ponesrečila hčerka ruskega tega političnega filozofa Aleksandra Dugina, tudi Putin je bil totalno ogorčen, opredelil to kot nek krut zločin. Torej, Rusija ne govori o vojni kot taki, ki je pač seveda povezana z krutostjo, ampak govori o specialni vojaški operaciji, kar je že malo tako, pač ne implicira direktno, kaj je v vojni dejansko prisotno. Torej, vojna je gnusna, skrajna. Obstaja nek konsens, ki vojno dojema kot nekaj krutega. Torej, spontano povezujemo vojno z uničenjem, z smrtjo, zločini, barbarstvom in tako dalje. Torej, je pa tudi en drug aspekt krutosti in to mogoče ne direktno na tej
ravni uničenja, ampak krutost je tudi to, da vojna nepovratno zareže v življenje vseh. Zdaj malo povaja. Torej, prvi aspekt tega je seveda, ko se vojna nekako kuha, bomo rekli, ne? Torej, ni en sam povod, ki pripelje do vojne, ni samo en izoliran incident, kot recimo, ko je bil Gavrilo Princip, ne. Zadeve so se začele dogajati veliko prej, torej neka zaostrovanja, demonstracije, situacije, ki vodijo do momenta odločitve, ko pa pride do te odločitve v nekem ožjem krogu, v tem ostrem vodstvu, bomo rekli, tedaj vojna začne zaznamovati dejansko vse, ne. Tiste, ki so vpleteni, tiste, ki niso. In večinoma nastradajo popolnoma nedolžni ljudje, ne. Tudi na drugem koncu sveta, v primeru danes Ukrajine, ne, in pomanjkanja žita in kaj vse bo to za sabo prineslo v nadaljnjih mesecih, a ne. Ampak Kučan recimo je rekel, ja, jutri je nov dan in nič ne bo tako, kot je bilo poprej. Ja. In tudi ta vojna ali pa marsikater dogodek, ki je imel tak status, nek status dogodka, ne, v smislu Badiuja, kot 11. september, ki je bil en tak event, ki je spremenil stvari za vedno. Od 11. septembra naprej se je marsikaj spremenilo globalno zaradi tega dogodka, ne. Sicer Badiu se upira temu, da bi dogodku v smislu dogodkom z velikim D pripisoval negativne dogodke. Torej za njega je samo dogodek tisto, kar ima neko implicitno pozitivno resnico, a ne. Torej sprožanje te procedure resnice naj bi se začel prav z tem nekim pozitivnim momentom, ampak lahko bi se strinjali, da kljub temu, da ni bil pozitiven, je vsekakor spremenil celotno zgodovino in pa potek našega časa, ne. Torej ja, nič ne bo tako, kot je bilo prej. In vsekakor v naši postfaktični družbi so dejstva razcepljena bolj, kot so bila kadarkoli prej, recimo. In ja, da se navežemo tudi na krutost, je tudi dejstva sama so lahko zelo kruta, ne. In kot je že Hegel naznanil, a ne, so schlimme für die Fakten, a ne, ker dejansko dejstva kot taka so vedno postavljena na neki teoriji, a ne, in če pač dejstva pravijo nekaj drugega, ja, pač toliko slabše za dejstva, ker teorija pravi pač nekaj drugega, ne. Torej, z dejstvi ni mogoče izpodbijati teorije, to je bila njegova Hegelova teza, in tudi s tem pridemo posledično do te kontroverze ali pa konflikta. Konflikti in vojne se bijejo o tem, kaj je dejstvo. Kaj dejstvo so sredstva tudi same vojne, a ne. Torej, nekdo reče nekaj drugega in to postane sam predmet konflikta, a ne. Torej, kje je zdaj teorija v tem, se tudi dobro vprašati. In kar nas pripelje tudi do glavne mašinerije in tega, kar pač poganja vojno, ta sama propaganda, a ne, 2003 ali pa 2004, vojna v Iraku, ali pa ko je NATO napadel Srbijo, imamo neko predstavo o vojni in to predstavo seveda dobimo mi prek medijev, a ne, dejansko je naš edini vir nekega razumevanja o tem, kaj se dejansko tam dogaja, kakšna je vojna, kdo je slab in kdo je dober v tej vojni, a ne, in vsi ti aspekti so zelo vprašljivi, a ne. In mislim, da ta zadnji primer ukrajinske vojne,
je prvenstven primer teh analiz in izvajanja nekih dejstev glede na stran, ki jo pač mediji, sploh zahodni mediji zavzamejo. Dejansko res bilo dokaj jasno prikazana ta neka razdvojenost in pa dejstvo kot tako je izgubilo totalno neko verodostojnost ali pa neko možnost sploh, da bi dejstvo kot tako lahko si ustvarili, kaj sploh je dejstvo danes. Torej, en fenomen tega je prav ta dron, ki je padel v Zagrebu, ki nam je na nek način tudi razbila to neko predstavo, iluzijo, da vojna se pa le dogaja nekje drugje. Hard vojna, torej ta prava vojna se je vrnila v središče našega sveta, zelo blizu. In kot smo bili prepričani, da je nastopil ta zgodovinski mir, ki bo trajal zavedno, je na nek način pokazala, da danes po drugi strani je vojna zelo legitimna opcija, kot kaže pač trenutno dogajanje. In da ta globalna razmerja, ki so konstantno pač že v tenziji, se bodo spremenile le s silo. Torej, dejstva. Spet smo tam, kaj je dejstvo. Recimo en kolumnist Matt Ridley in Steven Pinker, ki ga mogoče poznate, sta neustrašljiva in neutrujajoča pozitivista, ki vedno znova nekako na plano prinašata to vprašanje optimizma in napredka, zadeva odnos, ki zadeva direktno pač odnos do vojne. Torej, Ridley, ta avtor knjige The Rational Optimist, je v eni kolumni, mislim, da je že Spectator, je izjavil, da je leto 2012 bilo najboljše leto do sedaj. Da tako kažejo pač dejstva. In njegova še bolj provokativna teza leta 2019 za Spectator je pisal, da pravkar smo imeli najboljše desetletje. So we just had the best decade in human history, seriously. Torej, to desetletje, ki je pa seveda, kot vemo, sledilo veliki gospodarski krizi, ampak za njega smo imeli najboljše desetletje stoletja po tej njegovi logiki. Torej, Pinker po drugi strani pa v svojih delih, kot je recimo Enlightenment Now, pravi, verjemite ali ne, sam vem, da mnogi ne, da je nasilja na dolgi rok vse manj, da trenutno živimo v najbolj mirnem obdobju obstoja človeške vrste, upad nasilja ni bil nenaden in nič ne zagotavlja, da bo tako tudi ostalo. Torej, vsaj do te mere nekako je priznal, da ta mir ni dejansko nekaj samo po sebi dano in zagarantirano. Ta razvoj, ki ga on tukaj opisuje, na vseh lestvicah kaže, da divjanje vojn in pretepanje otrok recimo je vsekakor manjše, kot je bilo v preteklosti. In Pinker ima rad grafe, ki prikazujejo te žrtve in na podlagi tega ugotavlja, da kljub temu, da imamo zdaj seveda konflikt v Ukrajini, med Ukrajino in Rusijo, kljub temu, da vojna že divja 10 let v Siriji, relativno imamo manj konfliktov in nasilja in tako dalje, kot pa v preteklosti. In njegova teza je seveda, da je vojna samo še ena ovira, ki jo moramo nekako premostiti. Torej, moramo se naučiti premagati to oviro, kot smo recimo premagali pandemije, lakoto in revščino. In seveda
če gledamo danes, vse te tri so se vrnile v še kar ojačani neki situaciji in ja, nekako vidimo, da smo prišli na konec nekega procesa, ne vemo pa, kam ta proces pač pelje, ne. Vsekakor zadeve grejo malo boljš, vsaj za veliko večino, ampak kaj si s to situacijo, ne, sploh lahko, kako si jo lahko sploh razlagamo, ne. Torej ta napredek, a ne, življenje je lepo, ampak je tudi vsekakor kruto, a ne. Sedaj imamo mogoče bolj sofisticirana merila, kako merimo neko krutost, nasilje in tako dalje. Ampak je pa tudi še en aspekt tega, ne, recimo, sploh če vzamemo Freudove teorije malo bolj resno, ne, nekaj se lahko tudi ne zgodi, v smislu pač neka predikcija ali pa nek event se lahko tudi ne zgodi, ali ima kljub temu pač posledice, a ne, psihološke, emotivne in tako dalje. Torej, nekaj je lahko zelo travmatičnega za nekoga, nek dogodek, mene se pa recimo, a ne, sploh ne dotakne, torej tu je ta subjektivna plat travme, ki pa vsekakor za nekatere postane centralni del, ki organizira potem njegovo življenje, ne, postane ta organizacijska sila. Okej, in pol mogoče bi zdaj nadaljevala v smeri, ki smo jo že na nek način se dotaknili v prejšnjem pogovoru, a ne, tega psihološkega procesa, bomo rekli, utajitve, torej Verloinung, a ne, ki smo ga na nek način tudi opisovali v prejšnjem sessionu in ja, za začetek mogoče ta neka klasična definicija vojne, ne, kot jo je definiral Karl von Clausewitz. Teza vojne je nadaljevanje državne politike z drugimi sredstvi. Torej, and I quote, war is not merely a political act, but a real political instrument, a continuation of political intercourse, a carrying out of the same by the other means. To je napisal v svojem delu On War leta 1943. In Clausewitz pove, da je vojna tudi na nek način nadaljevanje biznisa, ne, ima svojo logiko, racionalnost, umnost in ko rečemo, da je vojna kruta, na nek način je to nek paradoks, ne, ker krutost bi mogoče, ne vem, nekako izenačili z iracionalnostjo, torej nekaj, kar nima nekega logičnega principa, se pač zgodi iz nekega afekta ali pa kakorkoli, ne. Torej se zdi na prvo žogo, da je pa iracionalno. Po drugi strani pa pozabljamo, ne, da biznis kot tak, ne, je povezan z vojno, integralni del vojne, industrija orožja, uživanje v poslu, ki je posel uničenja, konec koncev, ampak pač malo zamižimo in rečemo pač, da je to business as usual, brez nekih kolateralnih škod, ne. Torej ja, kaj je cilj vojne? Cilj vojne je uničiti nekega nasprotnika, ne, in vojne ni brez nasilja. Po drugi strani pa za Clausewitz'a cilj vojne ni krutost kot taka, in meni, da vojne so vse manj krute. Neka razsvetljenska teza mogoče, da vojne so manj krute in uničujoče v našem civiliziranem svetu, medtem ko v nekem bolj neciviliziranem oziroma vojne med divjaki, tako rečeno, so pa seveda še vedno bolj krute, no. Torej, kaj še kaže na to, recimo ta tendenca, kako se je širila neka meja
ki je bila podstavljena med vojaki, tisti, ki so se bojevali, in pa neko širšo civilno družbo. Meni se zdi, da danes najbolj trpi neko civilno družba, medtem ko prej so se vojne nekako dogajale v nekem izoliranem, ali pa vsaj med vojaki, bolj kot pa civilisti, oziroma civilisti so nekako mogoče manj trpeli v tem procesu. Torej, smo nekako soočeni s tem procesom nasprotnega, mogoče, da krutost raste, kljub temu, da se poskuša limitirati, pol tu je bila tudi hladna vojna, ki naj bi kazala na neko regulirano ali pa bolj, kako bi rekla, limitirano krutost. Hladna vojna pa tudi vemo, da ni bila tako hladna, je bila tudi precej vroča. Spopadi so se dogajali na obrobju, Koreja, Vietnam, Afganistan in tako dalje. In je bilo prisotno neko splošno prepričanje, da vojna je samo še privid o vojni, da v bistvu vojne kot take več ni, ampak je samo nek simulakr, kot bi mogoče to opredelil Baudrillard. Torej, ja, nekako vidimo, da tukaj imamo dvoumni odnos do vojne. Deklarativno jo obsojamo, obsojena tudi do neke mere izničenja, in v vojne v osrčju Zahoda nekako pač tudi zares ni bilo. Je pa se dogajalo nekje, vse skozi na obrobju, kot da bi bila nekako iztrgana ali pa projecirana z strani Zahoda na obrobje in utajena v tem našem zavednem. In Badiou tudi govori o zonaž, torej to neki coniranje, ko so celotne cone prepuščene oblasti fašističnega tipa, recimo Libija, Sirija, Kongo in podobne države, kjer pač oblasti kot take več ni. Tam se dogaja kaos, ampak mi tle imamo nek mir z to ceno, da smo to pač nekako dali v obrobje. In Verleumdung je prav to, neko to skrivanje, utajitev, ki pa ni zanikanje kot tako. Mi ne rečemo, vojne ni, ampak priznamo, da vojna je do neke mere, ampak jo hkrati tudi zanikamo. Torej, ta Verleumdung ima to dvojno potezo. In Verleumdung, kot ga je Freud definiral, torej ta utajitev, izhaja iz utajitve materinega falusa. Torej, po tem psihoanalitski teoriji zatajitev je ta fetiš, ki uteleša to nezavedno verovanje ali pa nadomestek falusa ženske. Torej, otrok se mu noče odpovedati in se na nek način pač to potem ohranja. Torej, v primeru vojne pa tudi mi dobro vemo, da vojne še vedno obstajajo, vojaške industrije in tako dalje, vse, kar pač to potegne za sabo, vendar verjamem, da to z nami pač ne bo imelo nobene velike veze. Verjamemo, tudi nezavedno, verjame v nesmrtnost, ne verjamemo v svojo lastno subjektivno smrt, kar spet ni preprosto zanikanje. Je priznanje, ki je nevtralizirano, ampak obenem tudi potencirano. Nekaj zanikamo, ampak s tem zanikanjem tudi potenciramo. Recimo vsakič, ko pogledamo novice, ko ta neka brutalnost, ko vse to pač butne v nas, okrepi to operacijo. Ni to, da zdaj se pa bolj zavedamo ali pa še bolj zanikamo, ampak prav ta utajitev se še bolj ohrani. Ohranimo tudi to distanco. Ja, sej v bistvu vojna kot taka je daleč, ne vem, vsaj samo 2 uri stran z letalom, recimo dron ne more priti do nas, ampak pol pride recimo do Zagreba in zadeve se že malo pol začnejo spreminjati. Torej to prikrivanje in razkrivanje vojne in pa ta konsenzualna vloga vojne, ko rečemo, ja, vojna, ampak ne, pač je ta vloga oziroma igra tega fetiša.
ki ga pač ta proces nekako vzpostavlja. In mogoče, kako smo s časom, imam še ful. Torej, kako vprašanje? Ja, mogoče nekaj o idealizmu in realizmu kot dva potencialna pogleda na to situacijo, ne. In kako bi idealizem in kako bi realizem v razmerju do vojne artikuliral situacijo, ne. Torej, idealizem predvsem gleda vojna in mir, se nanaša na predstavo, kaj je mir in kaj je vojna. Ko enkrat zavlada mir, vojna izgine in tako dalje. Je zelo pač na nek način zarezano in ne dopušča, da obe plati soobstajata na nek način, ne. Kot da, ko je mir, vojne sploh ni več, je nikoli ni bilo in tako dalje, ne. Realizem pa recimo bi lahko gledali na primeru vojne in vojnih zločinov, torej že bolj locirano v nekem kontekstu ene plati, ne, recimo vojna v Ukrajini je pa ubila ta idealizem, ki je nastal po drugi svetovni vojni, seveda, da vojn ne bo več, da zdaj smo pa v nekem perpetuiranem miru in zdaj je vse okej. Torej, težko je biti idealist danes, no, po eni strani v tem kontekstu. In ta zgodovinski kontekst, ne, recimo zadnjih 200 let, konec napoleonskih vojn, Dunajski, Ljubljanski kongres in tako dalje, ki so zacementirali to neko sveto alianso, je pa ta proces tudi dovolil še en drug proces, ki se je pač potem začel, ne, torej vzpon liberalizma in nekako vstop v dobo trgovine, torej iz dobe vojne v dobo trgovine. Nismo bili pozorni, recimo mogoče, da se navežemo malo na naš trenutni kontekst oziroma v začetku naše države in sprejetju liberalizma, ne, kot recimo pač imeli smo LDS, ne, ki ni bila najbolj, kako bi rekli, socialna stranka, ne. Tudi Mastnak je pisal Črno internacionalo in skozi ta liberalizem, ki se je vpeljeval, ne, v naš kontekst, pride tudi ta ločnica oziroma pride ta idealistična misel, ne, kot razlika med vojno in mirom, ki pa na nek način v liberalizmu potem izgine. In lahko bi trdili mogoče, da sodobni finančni kapitalizem nastopi ravno kot nadaljevanje vojne ali pač ta politike z drugimi sredstvi, kot pravi Klavševič, ne. Torej, finančne vojne so brezskrbne vojne, ni nobene krvi, hladno nasilje, kruto, nasilno, kot zaresne vojne v bistvu na nek način ni, ne. Torej, zreducirali smo pravo vojno v tem smislu in razširili bojno polje čez cel svet kot finančno bojno polje, ne. In bitka se bije seveda kakopak z drugimi sredstvi. Torej, s tem procesom nekako smo očistili prostor te odprte krutosti, kako bi rekli. Ne bomo več mučili Guantanamo in vse te situacije pač ne obstajajo več, ne. In obenem se pa čiščenje ali pa eliminacija te neke radikalne krutosti, mučenja in tako naprej razširja. Kot smo prej omenili, ne, recimo krutost do živali, kako sploh, ne vem, lahko danes debatiramo o nekih pravicah živali oziroma se opredeljujemo do tega, če še vedno konzumiramo meso, recimo, ne.
to je eno legitimno vprašanje, kmetijske zadruge, klavnice in tako dalje so konstantni topik takšnih in drugačnih praks, izživljanja nad živalmi, zlorabe z različnimi električnimi palicami in tako dalje. Torej, ne moreš imeti humano ali pa etično klanje, to je pač, kako bi rekla, zelo paradoksalno, ampak ja, ti posnetki, ki prihajajo iz klavnic, kjer se ljudje dejansko izživljajo nad živalmi, preden jih zakoljejo, bi človek rekel, ja, ne smeš jih zlorabljati, moraš jih sam zaklati in potem pač bomo mi uporabljali meso, torej, te živali bodo na koncu vsekakor ubite, ampak ne smemo jih kruto ubijati, to je nekako ta message. Isto je z vojnami, torej, regulacija vojn kot takih, ki jih nekako regulira ta Ženevska konvencija, kot vemo. Torej, še enkrat, zožujemo krvavi prostor in širimo ta nekrvavi prostor. Nismo se pa nikoli znebili tega prvotnega problema in vprašanje je, seveda, zelo odprto, ali se ga sploh lahko, da nadaljujemo vojno z drugimi sredstvi. Torej, tudi če dejanska vojna izgine, cena tega je pa, da pogoltne tudi celotni mir. Torej, če ti zadevo na ta idealistični način zapreš, potem ne obstaja vojna, ampak mir tudi ne. Nekako tako. In to pač je problem tega idealizma. Je pa problem tudi pri realizmu, kjer je nekako vidimo to podvojitev krutosti. Po eni strani se poganja kot nepotrebno, odpravljivo, na drugi strani pa imamo opravek z inherentno krutostjo. Saj krutost je lahko marsikaj, kot smo ugotovili, pa mislim, da bi lahko še naštevali različne instance krutosti, ki jih opažamo vsak dan. Torej, katera vojna je legitimna? Obstaja legitimna vojna? Načeloma pravijo, da je obrambna vojna edina tista, ki je legitimna in opravičuje krutost vojne. In zdaj lahko bi debatirali, kaj je upravičeno v vojni v Ukrajini. Ja, ali je vojna upravičena ali ne? Avguštin je govoril o pravični vojni. In ja, po eni strani obstajata vsaj dva nivoja. Eden, ki določa, kdaj je vojna pravična, legitimna, in drugi, ki pa določa, ko se vojna pač že odvija, ko je konflikt že v teku, na kakšen način se ta vojna odvija. Torej, pravila o spopadu, različni globalni konsensi, od 19. stoletja dalje law of war, international treaties, jih imamo skoraj več, imamo jih sigurno več že kot 63 teh mednarodnih pogodb. Torej ja, pri nas oziroma po celem svetu je sprejeto, da Ženevska deklaracija, torej ta konvencija, ureja spopade v vojni internacionalno. Torej 4 konvencije, ki so sprejeli, formalno se zavezujejo vse države sveta. Kaj velja, kaj ne velja, in temeljni okvir nekega mednarodnega prava, tudi urejanje kršitev, kako se to potem preganja. Torej, v bistvu vojna, ki ni opravičena z neko nujnostjo, po Ženevski konvenciji je prepovedana. Zdaj, kako dejansko lahko opredelimo to neko trenutno nujnost, ki opravičuje vojno, je tudi zelo zanimivo vprašanje. In seveda zdaj imamo neke mednarodne standarde, kako preganjamo krutost.
In spet smo pač pri klavnici, a ne, ker vojna prinese poškodovanja, smrt, uničenje in Ženevska konvencija to dopušča, ne. In smo ujeti v nek pogled, ki vidi krutost kot zlo in postavljeno neko arbitrarno mejo med dobrim in zlim in delujemo pač v imenu nekega načelnega dobrega, ne. Torej tudi, če gremo v vojno, a ne, prinašamo mir in demokracijo in tako dalje, ne. Torej opravičujemo to dejanje. Okej. Ja, in okej, pač spet se vrnemo nazaj na Badiouja in to 20. stoletje in to razmišljanje in fantazmi, ki ima zahodni svet, a ne, da bo ena vojna končno končala vse vojne. In ta neka poslednja sodba, da bomo prišli do tega momenta, kjer bomo lahko dejansko vedeli, kako stvari stojijo, da zdaj pa ne bo več nobene ambiguitete, recimo ta fantazma, da bomo lahko dokončno definirali, kdo je bel, črn, dober in kdo recimo ni, a ne. Ta produkt nekako 20. stoletja bomo morali počasi začeti redefinirati, ker nekih takih jasnih mejnikov nikoli ne bo in tudi pač je nekako besides the point vprašanje, da je treba zadevo zastaviti na malo drugačen način. In mogoče bi lahko pač ponudili za konec COVID kot nek event, a ne, ki spet Badiou se ne bi strinjal, da je to event, ampak dejansko je edini dogodek, ki je zaznamoval vse na svetu. Dejansko ni bilo nobenega, ki ne bi imel izkušnje covida na tak ali pa drugačen način. Seveda smo vsi imeli svojo subjektivno dojemanje in pa izkušnjo tega, ne, ampak je res edina referenčna točka, ki jo imamo čisto vsi na svetu, ne. Zdaj mogoče nekje na globalizaciji, internetu in različnih drugih mehanizmih, ki naš svet pač delajo veliko bolj enotnega kot prej, recimo, ko ni bilo vsega tega, ne, ker se na eni strani lahko nekaj dogajalo, na drugi strani nismo imeli pojma, ne. In mogoče tudi podnebna kriza bi bil še en tak event, ki vsekakor bo zaznamovalo vse, a ne. Torej, za primerjavo prve, druge in drugih vojn, svetovnih vojn, recimo, vsekakor ni bilo tako razsežno oziroma, da bi se dotaknilo prav res celotne populacije našega sveta, ne. Tako da ja, še enkrat mogoče za konec izpostavim samo ta problem razsvetljenstva in te inherentne polarizacije, ki jo pač seveda tudi opažamo danes, a ne, to strukturalistično neko strukturalno gledano različne plati, ki so si v nasprotju, ja, seveda, ampak da konec koncev recimo ni toliko smiselno stvari opredeljevati na tak način, a ne, torej polarizirati, kot smo opazili v različnih primerih. Torej, strukturalistično gledano po Lacanu recimo S1 in S2 sta dve točki, ki se lahko razumeta kot ta princip polarizacije, seveda, če ga beremo po tem ključu razsvetljenstva, ne, torej razum, vera, vojna, mir, vednost, prepričanje in vse te inštance, a ne, conspiracy theories in tako dalje. Ker čim odrežeš enega od drugega,
kar počne razsvetljenstvo in kar smo tudi opazili dostikrat v tej naši razgreti družbi, a ne, odrezati recimo temo od svetlobe, da imaš samo svetlobo, potem se verjetno ta tema vrne še toliko bolj, a ne. Mogoče ta neka napetost, spekulativno lahko rečemo, je neka strukturna nujnost ali pa tudi iluzija, torej da lahko izženemo nekaj permanentno in da se potem pač ne vrača, a ne. Torej, covid kot ta iracionalni moment je nekako prevladujoč v tem kontekstu, a ne, zato ker čustva, živimo v dobi seveda močnih čustev, ki so na najrazličnejše načine tudi potem implicirana, iz katerih se tudi neki profit ekstrakta, no, ker pač vse neki profit imamo od tega, da pač uravnavamo in vzdržujemo to čustveno raven, a ne, družbe. Torej ja, čustva so biznis, seveda, a ne, z njimi se da super manipulirati, in ja, razum pa seveda na drugi strani nekako potem s tem omejujemo ali ga onemogočamo celo, ne. Torej ja, izrisali smo neki kompleksen mozaik najrazličnejših faktorjev, ki v današnji dobi spremeni marsikateri pogled, definicijo vojne, svobode, skupne izkušnje, tisto, kar pač si vsi delimo, a ne. Mogoče internet, globalizacija, neoliberalni ustroj so samo 3 kontingente med mnogimi ostalimi, a ne, ki so vsekakor nekako redefinirale naše dojemanje družbe in družbenega tkiva, mednarodnosti, neke širše skupnosti. Zdaj vprašanje je, kako, na kakšen način in mogoče celo kam to pelje.